Lep pozdrav še z moje strani. Mogoče to predavanje sem imel zelo podobno pred 2 leti, zlepljenost asfaltnih plasti. To zadevo sem zdaj nekako tudi malo razširil. In zdaj se mi tudi pač porodila ideja, da te izsledke mojih 3 predhodnikov z neko zelo tako lepo vizijo ne moramo vplesti pa mogoče malo zdobno v naš prostor brez ustrezno postavljenih temeljev. Torej, pogovarjali smo se že kar nekaj okrog zlepljenosti. Od leta 2009 rekel, postaja že kar nek šlager, rekel, neka stara plošča. In bom uporabil še besede našega predsednika, da dajmo to predavanje vzeti kot neko vzdrževanje kondicije. Ne? Se pravi, da postavimo res dobre temelje, da vse te nove slidke lahko tudi počasi začnemo implementirati k nam v prakso. Kaj se je spremenilo od leta 2015 do danes? Od zadnjega predavanja, ko smo ga imeli tukaj, pa do danes. Recimo, DARS je že prej imel stalno zunanjo kontrolo in v sklopu notranje kontrole preiskave zlepljenosti. DRSI se je ta zadeva nekako začela upeljavati v zadnjem obdobju. Na občinskem nivoju je, rekel, bolj kot neobčasna. Pri ostalih investitorjih, ki so večinoma, rekel, laiki, recimo skupina laikov, tam se pa preverja, kadar gre nekaj narobe. Ne? Se pravi, v primeru samo, kadar gre dejansko kaj narobe. In da ne bo zgledalo, kako imamo lepo pripravljene površine tudi v zadnjih 2 letih, zakaj je treba pač vzdrževati kondicijo zaradi takih in takih primerov. Ne? To je še vedno realnost, ki ji ne smemo pač obračati hrbta, s tem se moramo tudi soočati. Tudi to je bilo letos že videno enkrat na izobraževanju asfalterskega kadra. Kaj sem hotel prikazati s tem kompletom asfalta? To je dejanski primer iz terena. Gre za bolj obremenjeno cesto, staro cirka 10 let. Pobrali smo vzorce in kot vidite, da je na določenih mestih so bile stvari nezlepljene. Zdaj bo to že v prvotni fazi, v začetni fazi izgradnje, ali se je to razlepilo zaradi slabe zlepljenosti pri vgrajevanju. V glavnem, na tem odseku se odvija tudi konkreten tovorni promet s svojimi dinamičnimi obremenitvami. In kaj se v območju kolesnic ali kolesnih sledi, kaj smo ugotovili. Ugotovili smo tole. Na površini niti ni bilo videti tako hudo, pač par nekaj lasastih razpok. Ko smo vzeli vzorce, smo videli, da je ta stvar precej bolj kritična, kot pa je bila na prvi pogled videna. Zakaj se dogaja take stvari? Z leve strani vidite prenos napetosti pri polni zlepljenosti, iztlačeno na tezno cono, medtem ko pri nezlepljeni plasti vsaka plast deluje posamezno. Torej, po domače povedano, se zgornja plast premika po spodnji plasti. In s tem tudi nastane prenos napetosti vsaki plasti posebej, ne v nekem kompletu. In če to prevedemo v neko življenjsko dobo, polna zlepljenost, rečemo 100%, nezlepljeno po literaturnih podatkih iz inštituta Braunschweig in Kentucky inštituta, zmanjšanje življenjske dobe tudi do 80%. To je pa bistvena razlika. Ne? Pa se povrnimo še malo preverimo še malo preiskave zlepljenosti, kaj je sploh možno narediti. Ta trenutek je v Sloveniji to regulirano s TSC 06753. Obstajata 2 metodi. Prva strižna metoda, ki je tudi najpogosteje uporabi, in druga odtržna metoda. Vzorce poberemo na terenu, seveda prenesemo v laboratorij, kontrolirani pogoji. Zanima vas pri tem primeru zlepljenost obrambne plasti z nosilno plastjo. Prvi test, kot sem že rekel, najbolj pogosto uporabljan, se preiskuje zadeva na strik in dobimo pač tako imenovano strižno napetost.
in silo zlepljena potem. Ne. Druga metoda, zelo redko uporabljena zaradi mogoče dolgotrajnejše priprave vzorcev, pa je tako imenovana odtržena metoda, pull-off, ki tudi daje kar dosti dobre rezultate. Ne. Primerjava teh dveh metod. Kaj je kakšna boljša, kaj je druga slabša ali obratno. Ne. Prva strižna metoda je zelo široko v uporabi, enostavna je, zelo hitro lahko tudi pridemo do rezultatov preiskav. Druga metoda, redke je uporabljena, ampak bi nam bolj prišla prav pri mogoče v zdajšnjem obdobju. Ne. Zdaj prihajamo v obdobje obnov, kot smo slišali v naslednjih 5 letih, bo zadeva kar aktualna, aktivnosti bojo kar konkretne in srečujemo, se pravi, običajno reskane plasti. Na reskanih plasteh pa to je fotografija bolj kot ne neke idealno pripravljene površine. Srečujemo tudi drugačne. In po neki strižni metodi ne moramo eksplicitno zadeti neke površine in prestrižne, se pravi zgornjo površino po spodnji. Tukaj nam pač deluje nek učinek zaklinjanja in ni nujno, da je tisti rezultat, ki ga dobimo, da je res neka prava slika zlepljenosti asfaltnih plasti na terenu. V nadaljevanju sta dva primera odtržne trdnosti, ali pa pull-off po domače, vsem bolj znano. Levi novogradnja, desni obstoječa asfaltna utrditev. Na tej obstoječi asfaltni utrditvi smo, pač nekaj primerov smo naredili v laboratoriju in smo v veliki večini primerov ugotavljali kohezijsko površitev v spodnji nosilni plasti. Pa to niti ne pomeni, da je zgornja tako dobro zlepljena s spodnjo plastjo. Tukaj bi bolj mogoče upozoril na to, da včasih ne vemo dosti dobro, kaj gremo preplastiti oziroma kakšne so dejansko lastnosti asfaltnih plasti, katere bomo preplastili. Ne. Kar nam pač tudi verjetno v nekih tovrstnih karakteristikah na dolgi rok lahko prinese velika presenečenja. To je bilo nekako ponovitev za nazaj. Gremo zdaj še malo na premostitvene objekte. V Sloveniji smo kar posebni, kar se tiče asfaltnih plasti na premostitvenih objektih. Skupna debelina znaša tam nekje 7-8 cm. Medtem ko niti ni pomembna neka prometna obremenitev. Lahka, srednja, težka, zelo težka. V bistvu te prometne obremenitve nekako potem poskušamo za izbiri materialov, boljših materialov, premostiti. Ne. Zakaj pomembna zlepljenost na premostitvenih objektih? V globini tam nekje ravno v globini tam nekje 7-8 cm nastajajo zelo visoke strižne obremenitve, v bistvu največje v voziščni konstrukciji. In ravno v tej globini na objektih se nahaja hidroizolacija, se pravi tesnilna plast in zaščita hidroizolacije. Če pogledamo malo bolj na laboratorijskem preizkušancu, kaj nam to pomeni? Pomeni, da imamo prva plast, ki je kritična, pa prva površina, ki je kritična, je površina med obrabno in zaščitno plastjo. Druga površina, še bolj kritična, pa je površina med zaščitno asfaltno plastjo in hidroizolacijo, oziroma cel sistem tesnilne plasti. Primer z prakse zopet, deformacije v obliki kolesnic niso nastale zaradi predebelih asfaltnih plasti na objektu, temveč zaradi zdrsa plasti. V tem konkretnem primeru zdrs po hidroizolaciji, se pravi po tesnilni plasti. Seveda preden gremo na nek objekt, so predhodne preiskave stvar tudi izjave o lastnostih.
Sistemi se preiskujejo v laboratorijskih pogojih in z nekimi tipiziranimi asfaltnimi zmesi, kar pomeni, da v bistvu lahko na podlagi predhodnih preiskav lahko že nekako napovemo neko boljše ali pa manj primerne, bolj primerne asfaltne plasti in hidroizolacijske trakove za nek sistem na premostitvenih objektih. Ob vgradnji se v bistvu vse skupaj vrti okrog spremljanja robnih pogojev, se pravi temperature, vlage in tako naprej. Potem meritev tržnih trdnosti, tu govorimo o betonski površini, o predhodnih premazih, to so običajno epoksidni premazi dvoslojni, in o tržnih trdnosti prilepljenih hidroizolacijskih trakov in končni pregled izvedene tesnine. Sledi, se pravi, nadgradnja za zaščito hidroizolacije. V našem primeru je to običajno asfalt, beton ali SMA, se pravi, dobri z bitumenskim mastiksom. Pogrešamo pa litij asfalt, ki je pred leti kar nekako utonil v pozabo. In smo pri zlepljenosti. V bistvu ocena zlepljenosti se nekako dela subjektivno, spet, kadar gre kakšna stvar narobe, takrat se pojavimo na objektu, odzamemo vrtine in se nekako zelo subjektivno oceni, ali je stvar zlepljena ali ne, tisti je nedvoumno, ali dobro ali slabo, pa niti nimamo nekih metod za določevanje tega. Ne? Torej, kako določiti ali pa preveriti v bistvu te sisteme, ki so dejansko na terenu in z določenim namenom tam, ne? To smo nekako poskušali neko bolj kot ne za en konkreten objekt, ideja pa padla seveda za tole srečanje zdaj. Smo nekako poskušali v laboratoriju simulirati zelo podobne pogoje, kot jih imamo na terenu. Ne? In sicer smo sestavili sistem tesnilne plasti, kot sem že omenil, peskana površina, dvojni epoksidni premaz, podlivna zmes in hidroizolacijski trak, čez smo gradili zaščito SMA 8 s polimernim vezivom in to smo poskušali narediti pri dveh temperaturah. Tudi na nadaljevanju vam bom malo bolj razložil, zakaj dve temperaturi. 135 pa 160 stopinj. Na podlagi teh klasičnih odtržnih in strižnih metod smo ugotovili, da v bistvu večinoma pri nam predstavljenih objektih dejansko problem nekako stik med hidroizolacijskim trakom in asfaltno plastjo. To nekako je najbolj neobvladljivo. Ne? In s klasično strižno metodo po Leutnerju niti ne moramo nekaj konkretnega pokazati oziroma dokazati v tem primeru, ker je podlaga temu asfaltu neka fleksibilna plast, ne, hidroizolacija v tem primeru. In smo najprej poskušali zelo plastično prikazati, kako se zgodi za neko asfaltno utrditvijo na objektu, če je praktično zlepljenost nična. Ne. Zelo hitro se deformira oziroma zapelje se pa stvar po podlagi, niti ne po stiku med obrambno in nosilno plastjo. Drugi primer, zaščita hidroizolacije, hidroizolacija in betonska površina. Tukaj pa sta že bolj jasna. Ne? Uspeli smo zlepiti v določeni meri in vso to strižno silo nam je v tem primeru prevzel hidroizolacijski trak. Ko smo enkrat uspeli celoten paket sestaviti skupaj, se pravi zlepiti, kot je potrebno, potem tudi pride vse te neko zelo dobre ali pa slabe lastnosti hidroizolacijskih trakov, v tem mislim na tezne, potisne sile in tako naprej, do svoje polne funkcije. Okrog te temperature ogrevanja je po terenu, ko srečujemo vse možne scenarije, še dokaj neusklajeno. Ne? Veliko še kroži neka temperatura 140 stopinj, da na hidroizolacijski trak se pa s več kot 140 stopinj vročim asfaltom pa res ne gre, ne? Ker v bistvu je
zelo stara informacija, to še iz časa hidroizolacijskih trakov, ki so imeli še nosilce z aluminijastim trakom. Ta zadeva se je že pred dolg časa spremenila in tukaj zdaj pač nosilci s poliesterskimi trakovi. In ravno te temperaturi 135-160, se pravi 135 nekako pomeni, če smo rekli 140, naj bi bila asfaltna zmes po starem na objektu. Običajno se asfaltne zmesi pripeljajo na gradbišče s temperaturo 165-170, se pravi nekje pregorevanje 160 stopinj. In tukaj smo hoteli pokazati na tej površini, zelo plastično, na tej površini asfaltne zmesi, ki smo odtrgali v laboratoriju od hidroizolacijskega traku, da je desna, se pravi pri višji temperaturi, zelo boljše zlepljena z levo, ki je ogrejena po nižji temperaturi. In s tem tudi, da smo tudi ugotovili, da je nekje po preiskavi odtržne trdnosti polov nekje 15% višja vrednost same zlepljenosti. Torej, za zaključek, kakovostno izvedbo na vseh nivojih, v bistvu se ne bi smeli rangirati naročnike, če se sme tako izraziti. Ustaljeno metodo meritev zlepljenosti, se pravi strižno metodo, je smiselno nadgraditi tudi za odtržno metodo, v bistvu, da dobimo neko detekcijo, kaj je s temi spodnjimi plastmi, kajti pri vgrajevanju neke nove, sveže asfaltne plasti na spodnjo staro lahko pač s temi mehanskimi vplivi vgrajevalnih slicev lahko naredimo neke poškodbe. Izjave o lastnostih ne smejo biti zadost za zagotovitev neke združljivosti celotnega sistema, govorimo o premostitvenih objektih. Tesnilne plasti bi se mogli nadgraditi tudi za litijni asfalti, čeprav proizvodnja ta trenutek je zelo skopa v Sloveniji. Preveriti celotne sisteme, aktualne sisteme, ne tiste sisteme z nekimi standardiziranimi zmesmi, kjer jih pač proizvajalci določenih hidroizolacijskih trakov uporabljajo, ampak za dejansko uporabo. In seveda sistematična kontrola, prenos vseh teh lastnosti, ki jih predhodno ugotovimo v laboratorijih s predhodnimi preiskavami, sistematično kontrolo pa tudi prenesti na teren, kajti same preiskave na terenu so lahko zelo omejene in nam ne dajo nekih konkretnih rezultatov na koncu. Tole bi bilo vse za moje strani, bi se zahvalil, upam, da sem bil dokaj v nekem doglednem roku skozi.